Gospa Mija, od kod zamisel za ta zborovski projekt Krog življenja? Zborovski projekt smo izbrali zato, ker je letošnja osrednja tema ob tednu ljubiteljske kulture, ki poteka v maju, ravno zborovsko petje. In verjetno je petje v zboru prav posebno doživetje, ne? Drugače kot pa solistično petje. Petje v zboru zahteva precej prilagajanja, usklajevanja. Posamezniki ne smejo izstopati, ampak morajo zveneti kot eden. Tudi če so različni karakteri, različni značaji, se je tukaj treba usklajevati. Kdo se vam lahko pridruži v projektnem zboru Krog življenja? Mora imeti kakšne posebne izkušnje z javnim nastopanjem, s petjem v javnosti? Ne, posebnih izkušenj ni treba. Predvidevamo, da bodo udeleženci nekje od 15 do 30 let, se pravi devetošolci, ki že imajo recimo kakšne zborovske izkušnje, in pa srednješolci, ki v našem okolju nekako nimajo možnosti se dosti ukvarjati z zborovskim petjem. Redke šole so, ki pokrivajo zborovsko petje, in tukaj nastane tista vrzel. V Sloveniji imamo ogromno odraslih pevskih zborov, ki so v svetovnem vrhu. Mi pa želimo glih mladino navdušiti, da se vključi in da dobi eno izkušnjo, kako petje v zboru sploh poteka, in mogoče, da se navdušijo za petje ali pa samo, da potem znajo prisluhniti zborovskemu petju. Kaj pa čaka udeležence? Kakšen program ste jim pripravili? Potrudili smo se, da je program pester, zanimiv, atraktiven tudi nenazadnje. Nekaj bo slovenskih ljudskih pesmi v priredbah za zbor, pa gospel, to je pri mladih precej popularno, pa tudi filmska glasba v priredbi za zbor. Kakšni so pa stroški, kako je s tem? Stroški smo se odločili, da jih pokrije Zveza kulturnih društev Kranj vsem udeležencem, tako da je res dostopno vsakomur, samo nekaj dobre volje, pa nekaj časa si je treba vzeti. Projekt bo potekal od petka do nedelje. Petek zvečer začnejo z vajami, potem 2 termina v soboto in pa potem v nedeljo zaključek. No, ampak ves ta trud ne bo zaman, ker se bodo lahko potem v nedeljo predstavili, kaj ne? Ja, v nedeljo bo zaključni koncert v avli Mestne občine Kranj, tam, kjer bodo tudi vse vaje potekale ob 8. uri zvečer, in vabimo seveda vse, da pridejo na koncert in da se pa tudi množično vključijo v sam projekt in delo v zboru. Hvala lepa in prijeten pevsko obarvan konec tedna, ne? Hvala, vabljeni.